Lepo pozdravljeni v zadnji epizodi letošnjega leta našega podcasta Po desnem pasu. Danes bo malo bolj praznično obarvana epizoda, božična. Zato sem k sebi v naš studio povabila salezijanca duhovnika, ravnatelja dijaškega doma v Želimljah, Gašparja. Gašpar, živijo. Živijo Naja, lepo te videti. Ja, enako. Jaz sem tudi hodila na Želimlje, tako da mi z Gašparjem se že malo poznava od prej. Kako se počutiš kle v studiu? Studiji so vedno taki majhni, a ne? Ja. Ker se potem na kameri ne vidi, tako da, ampak mislim, da v redu. Se pa, ko pogovor steče, gre zadeve čisto po svoje. Tako da. To je res, to je res. Ja. Zdaj v adventu smo, ko bo ta podcast vam prišel, bo že zadnja svečka gorela. Kako se počutiš glede tega? Najbrž kot vsi ostali ljudje, tukaj enega vrveža je, tukaj enih, ne vem, bil sem v Ljubljani pred kratkim, pač skoraj en čez drugega hodijo ljudje, a ne, tako je res občutek enega dogajanja, nekaj se pripravlja, nekaj velikega, hkrati pa, ja, se vemo, ta vrvež nobenemu prav v resnici ne ustreza, ne, rajš imamo bolj mir, da se človek malo umiri, tako da ta čas je hkrati lep, pa hkrati zelo naporen, a ne. Se mi zdi v službah vsi komi čakajo, da leto gre h koncu, treba zaključevati stvari, v šoli isto, konferenca se bliža, tako da učenci, dijaki, ne vem, a ne, tako da vse v bistvu se steguje tja proti božiču, tako da je kar naporno, ja. Ok, mogoče če tako za začetek, da malo splujeva v to epizodo, ti si duhovnik, poslanstvo si našel med mladimi, a bi se mogoče malo predstavil v tem smislu? Kdo si, kje si se našel? Kje sem se našel? Ja, drugače prihajam iz Domžal. Hodil sem na srednjo zdravstveno šolo v Ljubljano in niti približno nisem nikoli razmišljal o duhovništvu. Moja vizija je bila, zelo rad sem imel recimo kakšne masaže, malo vizija fizioterapije in tako naprej. In potem v 3. letniku srednje šole, tako se je zgodil en dogodek, ki me je, duhoven dogodek, a ne, en tak milostni dogodek, ki mi je odprl srce in oči, da je moja pot mogoče kje drugje. Nisem tega takoj razumel, potem pa sem dobil še par takih znamenj in sem takoj vedel, tvoja pot je pot kot salezijanec, kot duhovnik, in odločitev zame sploh ni bila težka, ampak zelo tako naravna, a ne. In tako da lahko rečem, da je v bistvu poklic, duhovniški poklic, res nekaj nadnaravnega. Pač nisi si ga sam izbral, a ne, si ga ne bi sam izbral, potem pa, ko si pa izbran za to, a ne, pa greš po tej poti tako z enim veseljem, navdušenostjo, prepričanjem, vero, vse, kar tukaj zraven spada. Tako da ja, potem sem stopil na to pot salezijanskega poklica. Salezijanci smo družba, ki v cerkvi dela z mladimi, smo druga najbolj številčna družba na svetu. Približno 16.000 članov našteje, tukaj v Sloveniji nas je 90, v glavnem pa ima naše poslanstvo v svetu so šole, šolstvo, se pravi sociala, mladinsko delo, tako da tukaj pokrivamo recimo to. Potem sem opravil pač vse potrebne študije, tako doma kot v tujini, in sem potem pač postal duhovnik, novomašnik, in potem me poslanstvo pelje, kamor me pelje. Trenutno je to Želimlje, kjer imamo dijaški dom in gimnazijo, in to je zdaj 8. leto, ker sem tukaj v Želimljah. Evo, tako. To je zelo na kratko. Ja. Ti si v bistvu dnevno v stiku z mladimi. Kakšna je kaj energija med mladimi trenutno? Mladi bi rekli, kakšen vibe je. Ja, kakšen vibe je, to je ta prava. Kakšen vibe je. Zelo lep, pozitiven, navdušujoč, najstniški hkrati, a ne, ker vemo, da je polno enih hormonov v zraku vedno, hkrati tudi enih stisk, ki jih zelo dobro prikrivajo, polno ima enih svojih osebnih skrbi, družinskih, recimo takih in drugačnih, pa potem izzivov na področju šolstva, a ne, se pravi izobrazbe, kam naprej, a ne, ta vprašanja, ki se pojavljajo, kakšni tudi iskanje samega sebe, identitete, kdo sem v resnici. Tako da je zelo, zelo razgibano obdobje, pa mislim, da zelo lepo, če imajo mladi priložnost, da tudi lahko na sebi delajo, da ovrednotijo ta leta, da dobijo primerne spodbude, usmeritve, prave ljudi ob sebi. To se mi zdi za to obdobje tako ključno, no. Ja, to je res, ja. Sploh v teh srednješolskih letih, ne. Zdaj, mi smo že malo ven iz tega, smo malo bolj samostojni, ne, v Želimljah pa predvsem v dijaških domovih smo pa res odvisni od ljudi, ki so okoli nas, ne, in vi ste v bistvu naša
takrat, ko eni naši starši, ne. Z Ja, nami. in kot starši, ne, včasih so prijazni, včasih morajo malo stisniti, včasih malo potrpljati, včasih pa dati kakšno jasno besedo. Ne, tako da, ja, dijaki to vlogo sprejmejo včasih tako zelo, joj, kaj spet, a ne, zdaj nam govorijo. Po drugi strani pa se zavedajo, da vse, kar je izrečeno, vse, kar je v resnici dobronamerno. A ne, in tako sprejmejo in je zelo lepo. Ja, tako da smo očetje in mame, vzgojitelji, profesori in ena velika družina, kot v vsaki družini, pa ni vedno lepo, a ne, pridejo težki trenutki, kljub temu pa mislim, da je tisto, kar je bolj pomembno, to, da se znamo skupaj poveseliti. In mislim, da je v življenju eno tako vzdušje, klima, veselja, sproščenosti. Tako, no. Kaj pa v bistvu ta adventni čas prinaša, če bi tako mogoče malo razložil našim gledalcem? Ja. Advent. Zdaj sama beseda advent, a ne, prihaja iz latinske besede adventus, kar pomeni pričakovanje. Gre za veselo pričakovanje, a ne, in ko rečemo advent, vsi vemo, da je to pred Božičem. A ne, to so štirje tedni oziroma 4 nedelje, ki nas pripravljajo na Božič. A ne, to je tako kot ko pripravljaš svoj rojstni dan ali pa se nekam odpravljaš, boš prej malo razmisliti, kaj boš pripravil, kako boš pripravil, kakšno darilo boš kupil, kako boš pogostil druge. A ne. Tukaj pri Božiču pa je v bistvu to priprava, ko se pripravljamo na Jezusovo rojstvo. Ne rabimo pripravljati pojedine, ne rabimo pripravljati ne vem kakšnih stvari, moramo pa sami sebe pripraviti na to, a ne, vsako leto znova. Kar pomeni, Božič se ne zgodi samo enkrat, a ne, v tistem zgodovinskem trenutku pred 2000 leti, ampak se dogaja po vsakem adventu. A ne, pride Božič in potem rečem, ok, v teh 4 tednih sem se lahko malo umiril, kljub vsemu vrvežu, ki je v tem norem decembru, sem se malo poglobil vase, sem mogoče se malo bolj sem šel, ne vem, prebrati kakšno dobro knjigo z duhovno vsebino, sem mogoče šel k maši, ki prej nisem šel. Vse take stvari, a ne, nas pripravljajo na Božič. To je predvsem gre za notranjo pripravo. A ne, se pravi pričakovanje, veselo pričakovanje neke notranje priprave človeka. Ne. Ja, tako, na kratko. Ja, ker v bistvu tle se mi zdi, da je tudi ena taka zelo velika besedna igra, ne? Da mi pričakujemo Božič, to je tako pozitivno, ne? Mi se moramo veseliti Božiča, recimo druga stran tega adventa je lahko, da ti čakaš Božič, ne? Da v konc, da v minil, ne že mine ta december, imamo une skrbi, tretje stvari za zrihtati do Božiča, pol bo pa konc. So pa prazniki, je pa treba, ne? Da se konča in ta pričakovanje, na drugi strani čakanje, ne? Da ne pademo v ta čakanje. A se strinjaš s tem? Ja, zdaj imam pred očmi tudi kakšno, recimo pri nas v gimnaziji oziroma dijaškem domu, kakšno zgodbo kakšnega dijaka oziroma dijakinja, ne, ki pred kratkim so ostali brez enega od staršev, kar pomeni, da vsa ta praznično dogajanje oziroma vsi ti prazniki so potem zelo žalostni v resnici, a ne, ker ti čakaš, da minejo, ker nekoga tam ni, ki ga ti pogrešaš. In se mi zdi, a ne, da prav za ljudi, ki imajo kakšno stisko, ki so nekoga izgubili, ki trpijo, so pa prazniki ena velika preizkušnja. A ne. Seveda, ko smo v družini, se vsi veselimo, smo skupaj, a ne, nekaj dni, potem pa v resnici pride ta praznik, ko veš, da nekoga, ki si ga imel rad, ni ob tebi. In je praznik lahko ena velika stiska, ena velika preizkušnja, a ne, ena velika praznina, ena velika bolečina. A ne, tako kot si rekla, ja, potem čakaš, da mine, zato ker je stiska. A ne, da gre življenje spet neko tisto normalno pot naprej, da boš lažje to predelal, a ne. Tako da mogoče to je en vidik, a ne, drug vidik, ja, je pa ta za nekoga, ki mogoče ne najde enega smisla v teh praznikih. Tudi ta beseda ni lepa, prazniki, a ne, pomeni, da so lahko prazni, če nimajo vsebine, pa tudi v resnici čakajo, da mine, a ne. Z takih in drugačnih razlogov, lahko so, ne vem, a ne, neki trgovci, ki vemo, da že cel december praktično, a ne, pokajo po šivih, delajo nadure, komaj čakajo, da v bistvu, a ne, od črnega petka naprej, pa pol Miklavž, pa to božično vzdušje in vsi komaj čakajo, da se to konča. A ne, in ja, mislim, da so to lahko dva vidika hkrati prisotna, no. Da gre se skupaj tudi, a ne, tako. Pričakovanje in čakanje, ja. Zanimivo, mislim, to nisem razmišljal še o tem. Ja, ker tle je zanimivo, ne, tle se veliko pogovarjamo pač, a ne, kako je kapitalizem prevzel vse praznike, ne samo Božiča, tudi Veliko noč, pa
vse, a ne, se po eni strani je logično z globalizacijo je to prišlo, a ne, pa tudi kako bi podjetništvo drugače preživelo, če ne bi pač imeli tega marketinga, ne, samo da znamo malo zabremzati, pa se tudi pripraviti na Božič, ne, ker Božič je v bistvu je cerkveni praznik, je pač praznik največje skupnosti v Sloveniji, ne, ki smo pač kristjani, katoliki, hkrati tudi naš državni praznik, je globalni praznik. A ti kaj odmeva, ko to slišiš? Božič je gotovo najbolj razširjen praznik, a ne? Tudi najbolj družinski, najbolj prijeten, najbolj domač, najbolj umirjen. Tudi recimo že same jaslice, a ne, ki izvirajo tam iz 13. stoletja, prva postavitev, ko pogledamo, a ne, tam noter otroka, ki je majhen, nebogljen, ki se da na razpolago drugim, a ne, čisto psihološko gledano, a ne, tudi nek otrok, ki se znajde v jaslicah in gleda te figure in gleda te očke in gleda tega Jezusa, a ne, in se zaveda, a ne, da je tisti Jezus tam noter najbolj pomemben, okrog katerega se vse giba, hkrati se tudi sam zave svoje lastne vrednosti, a ne, otrok je pomemben. Seveda v zgodovini, a ne, vemo, kako je bilo, otroci niso bili vedno pomembni, a ne, so bili skoraj kot sužnji, a ne, obravnavani, dokler niso neke starosti dosegali in dobili pravice in tako naprej. Tako da tukaj jaslice razodevajo na veliko vrednost tudi o pomenu, a ne, o vrednosti otroka. In če je Bog sam hotel postati otrok, potem nekaj že je na tem, a ne. Globalizacija tukaj noter, a ne, tudi v tem smislu potrošništva, marketinga, seveda izkoristi vsako priložnost, ki je. A ne, poglejmo samo na Valentinovo, je tudi sveti Valentin v ozadju. Tukaj v decembru, ja, vse to potrošništvo, to je v bistvu najbolj, Božič je najbolj, ko bi se izrazil, ljub praznik ateistov, a ne, ki ga v bistvu v resnici praznujejo, a ne. Že samo ime Božič, a ne, pa govori o Bogu, torej ti kot, a ne, nek nevernik v resnici hkrati vsem tem marketingom in to v bistvu tudi praznuješ na nek način ta Božič, seveda z neko drugo vsebino, ki mu jo daješ, ampak ne moreš mimo tega. Tukaj so bili, ja, pol tudi že razni poizkusi, a ne, odprave Božiča, ne, vemo, v preteklem režimu komunističnem, tako malo po drugi svetovni vojni, je bil praznik tudi ukinjen in ga v bistvu ni bilo dela prosti dan, a ne, in potem šele bolj proti osamosvojitvi je ta praznik spet dobil svoje mesto in postal tudi dela prosti dan, in tudi praznik, a ne. Tako da v resnici s tem Božičem, vsaj v našem kulturnem kontekstu tukaj v Sloveniji, a ne, zdaj seveda kamorkoli drugam bi šli, povsod je kakšna posebnost, ampak pri nas je pač zgodovina Božiča taka, a ne, ljuba, pa hkrati, a ne, ko se je ta komunistični režim zavedel, kako močen je ta praznik, kako aktivira praktično celotno populacijo, so rekli stop, a ne, tega mi ne smemo dovoliti. Tukaj se zbirajo ljudje, tukaj grejo v cerkev, tukaj se, ne vem, dogaja doma praznovanje, absolutno jim to ni bilo všeč, logično. In potem je prva stvar, ki so naredili, ukinitev Božiča, a ne, zanimivo. Ja, saj tukaj je v bistvu tako, ne, pač kristjani imamo Miklavža, pol Amerika Božiček, ne, komunisti pa Dedka Mraza. Ja, imajo pa svojega, ja. Vsak je mogel svojega izumiti, ne. Tukaj se je dobro tam, a ne, največji, ta globalni Coca-Cola, a ne, v resnici niso oni izumili Božička, so ga potem malo nase prevzeli, a ne, pa malo oblekli po svoje, in se ga zdaj tudi, a ne, ravno kar so reklame, a ne, zdaj po televiziji posod, a ne, ta Coca-Cola pa Božiček, a ne, to zdaj kar gledamo kot eno, a ne. Ampak je Nikolaj, a ne, tukaj je Miklavž oziroma Nikolaj, obdarovanje, ki izvira praktično že od začetkov krščanstva. In je, ja, komunizem tukaj želel biti zelo spreten, a ne, in odvzeti krščanstvu in dodati en svoj lik, a ne, ampak oni praktično niso nič novega izumili do zdaj še, a ne. Skozi v bistvu posnemajo neke stvari že iz zgodovine in potem se hočejo hkrati od njih distancirati. Ne vem, če je to korektno v smislu, dajte nekaj novega iznajdeti, ponudite neko alternativo, ki ni neka podobnost. Ampak tega ni. Ja. A ne, to recimo, a ne, je bil obred prvo obhajilo. Si bil spet med pionirje oziroma Birma, a ne. Vse je bilo posnemanje, a ne, nekih zakramentov, enih cerkvenih navad, ki jih je potem pač prejšnji režim prevzel in želel zapeljati po svoje. Ampak to so neke
pod narekovaj, ali pa dejansko neke bedne alternative, ki pa nimajo, ni nobene novosti tukaj, nobene izvirnosti. Dajte nekaj noga pogruntati. Samo uporabijo nekaj, kar ima cerkev, nek močen dogodek in ga pretvorijo po svoje, ker želijo zmanjšati podobo ali pa vrednost tistega. Ja. Jalovi poskusi so to. Vse so vsi propadli do zdaj še. Tako. Kaj bi ti rekel, a ima Božič v Sloveniji prostor, ki si ga zasluži? Težko vprašanje. Prostor, ki si ga zasluži. To mislim, a veš, recimo, klemava zdaj več vidikov. Eden, ki meni velikrat pride na pamet, so lučke v Ljubljani. To je meni sramotno, to, kar se tam dogaja. Prvo imamo tiste Srbe trobentače, ko nam tam tisto njihovo musko nažigajo, namesto da bi občina poskrbela, da bi, ne vem, se smrekca na vsakih 10 minut pržgala, pa bi se pač neka božična glasba ali pa slovenska glasba ali pa karkoli. Mi v bistvu tukaj dajemo slab zgled vsem turistom, ki pridejo v Ljubljano pogledat v božičnem času in pač sami sebi smo sramota, ker ne moreš stati tam na trgu pa tega poslušati. No, to ti daje občutek, da nisi prišel na nek adventni sejem. Ja, najbrž imamo Slovenci veliko tudi enih lepih svojih običajev, ki so zgrajeni ob tem božiču, recimo že sama polnočnica, priprava na to, pa potem postavljanje jaslic, postavljanje novoletne oziroma božičnega drevesca. En kup enih takih lepih tradicij, sicer niso samo naše, se jih delimo tudi z drugimi katoličani drugje po svetu, ampak ima en tak pristen pridih potem tega praznika. Lučke v resnici lučke spadajo k božiču, ker je advent, vsako nedeljo se ena svečka več prižge, več luči prihaja. Tudi v Janezovem evangeliju beremo, luč je prihajala na svet, a tema je ni sprejela. Kar pomeni v resnici to razsvetljevanje, to lučenje naših mest izhaja iz tega. Kakšen smisel ima sicer za Božič dati luči gor? Vse jih lahko daš kdaj drugič. Ampak tukaj je neko krščansko ozadje, sicer oni tega ne vejo. Pa reče, okay, dajmo postaviti, ker je lepo, ker potem se svet, ampak vsebina tega je pa zelo jasna. Vprašanje, če bi šel takole malo spraševati, zakaj je luč, zakaj so lučke, če ljudje vejo. Pa bi to povezali z božičem, pa tako. Kakšni morda ja, ampak velika večina pa ne. Tako da meni kot kristjanu je to hkrati lepo, ker rečem, ok, saj tudi ateisti praznujejo ta praznik. Tudi oni imajo doma drevesce, tudi oni imajo doma lučke, v resnici tudi jaselce imajo, veliko jih imajo jaselce. Tudi kakšne izložbe, recimo mi je zanimivo, kakšnih trgovin imajo jaselce. Tako da danes hkrati je to fajn, ker imaš res ta občutek, da ljudje se ne bojijo več se izpostaviti, izraziti svoje vere, tudi v tem marketinškem smislu, da je svoboda, da si lahko svobodno tudi izražanju svoje vere. Hkrati pa ja, veliko ljudi se v bistvu v resnici ne zaveda, odkje vse te lučke. Po drugi strani pa, kot si rekla, kako lepo bi bilo, če bi mogoče ljudi nagovarjali z domačo glasbo, z lepo božično slovensko glasbo. Ogromno imamo enih avtorskih pesmi naših pesnikov oziroma pisateljev, tudi za božič. Je škoda, da ni tega, ampak bi bilo zanimivo v kakšnem trgovskem centru slišati tiste krščanske božične pesmi, ne glih bobleja, skozi, ampak tako tudi kakšne res naše te ljudske pesmi božične, tega žal ni, Ja, Slovenci nismo tam, ne, glede tega. Zato sem te tudi vprašala, a ima Božič kle. Dobro, je državni praznik, vsi smo pač prej. Ampak a ima tisti prostor? Ima svoje mesto, Ja. Jaz mislim, da to je zelo odvisno od ljudi, kako si naredijo. Tako kot sem prej rekel, lahko so prazniki zelo polni ali pa zelo prazni. Pa je isti Božič za vse. Pa ga lahko doživljamo ali pa živimo predvsej na drugačne načine. Tako da po mojem je bolj kot neodvisno res od tega, koliko si sam dovzeten za to, koliko si sam predan temu, koliko se sam daš v ta Božič noter. In kar se tiče praznovanja navzven in navznoter, koliko sebe pripraviš na to. Tako da v resnici bi težko potegnil črto, bi rekel, ja, je sprejet praznik, ni sprejet praznik, bolj kot je bil.
gotovo. A ne. Mhm. Že s tem, da je dobil svoje mesto prostega dneva, a ne, je pokazatelj na to, da je tudi takratna oblast potem zmogla iti preko te ideološke svoje pozicije, a ne, da je to krščanski praznik in na zahtevo ljudi, a ne, postaviti nazaj Božič na mesto, kjer mu gre. In tukaj vmes so bili gotovo tudi ne samo kristjani. Ne. Ja, preko si ravno omenila Srbe, ne, tudi oni a ne, praznujejo Božič, a ne, imajo sicer 6. januarja, takrat, ko imamo mi svete tri kralje, ker imajo pač uporabljajo drugačen koledar, tako da tudi oni bi se tukaj recimo lahko bolj zavzeli za to, da bi bil Božič bolj uveljavljen pri nas. A ne. Imajo pa tudi oni zelo lepe tradicije za Božič, recimo tukaj v Ljubljani. Vem, kaj je ta pravoslavna cerkev, če greš okrog Božiča noter, imajo po tleh slamo. A ne, to je vse polno slame po tleh, ki jo blagoslovijo in potem ljudje vzamejo na svoj dom. A ne, kot tista slama, v katero bo Jezus položen. A je to ena taka lepa tradicija, se mi zdi, ena od mnogih recimo takih tradicij, ki je pa recimo njihova. A ne. Ja, to je res. Ja. Sicer se mi zdi, da klej malo bolj povezan mogoče z narodnostjo. To v Sloveniji pač tudi 6. pol 24 ur hod okol pa sprašuje Srbe, kako so praznovali. Ne, Ja. 25. ni nikjer nobenega, Ja, recimo. ja. Ne. Sam klej po mojem bolj to povezan z narodnostjo, da so pač ljudje v Sloveniji še zmeri malo nasičeni proti Slovencem pa proti veri nasploh. Ja, kakšni mediji to, ja, dovolj, da pogledaš zadnje objave, pa to hitro vidiš, a Se ne, zato, ja. kar je kar žalostno. Ja, recimo vse te evropske prestolnice, sploh vzhod, a ne, tudi Nemčija, čeprav Nemčijo sem lik danes zasledila, da je bil adventni sejem slikan, pa so bile pa ne vem, kere zastave, vse afriške, pa palestinske, pa bog ve kaj vse, ampak dobro, to je povezano z pač temi migracijami pa s tem, a ne. Ampak načeloma imajo vse te prestolnice te lepe adventne sejme in to. Edino v Londonu je bilo pa letos veliko razočaranje, ker je bila pač ena taka smrekca bolj boga postavljena, ni bila glihuna pričakovana, tako kot vsako leto. In to mi je zanimivo, ker jaz sem bila pa februarja tam, konec februarja, in je bil čez glavni trg napis Happy Ramadan. Aha. A ne? Ja, Kruta realnost. kruta ne. realnost, ja. Saj zato pa, ne, se mi zdi tudi dovolj je pogled, ne vem, pri nas, koliko zastav je obešenih za praznike, a ne, ta pripadnost narodnosti, a ne, slovenstvu, zgodovini, ki jo imamo, ponosu, a ne, zdravemu ponosu, pač tega nam res manjka. A ne. Vem, da so dali pred nekaj leti je zdaj tega tudi navodilo, a ne, da naj bi vse slovenske cerkve oziroma župnije imele noter v cerkvi tudi zastavo slovensko, a ne, in vem, da so mnoge župnije, in če greste danes v kakšno cerkev, boste tam videli zastave, a ne, kar je prav, a ne, mi se identificiramo kot Slovenci, katoličani, a ne, to je naša tradicija, to je naša zgodovina, in smo na to ponosni, a ne, in mislim, da bi mogli iti z roko v roki, sploh pa kar se tiče praznovanja božičnega praznika, a ne, je bil tukaj mnogo prej, kot je bil, a ne, Ramadan, a ne, in je del naše kulture, del naše tradicije, del slovenstva, a ne, potico imamo samo mi, a ne, tako no, se mi zdi, da gre to malo z roko v roki in tukaj imajo mediji tudi velik vpliv, a ne, ali pa sama politika, oblast, ki je takrat na sceni, kaj poudari, a ne, kaj želi poudariti, a ne. Recimo Amerika je glede tega dosti bolj odprta, a ne, tam bo neka Melania Trump z rožnim vencem v roki in bo postavila božično drevo v Beli hiši, in jaslice in tako naprej, a ne, in noben ne bo zaradi tega čuden gledal, a ne. Pri nas, a ne, če bi to v predsedniški palači naredila naša predsednica, ne, bi se hitro obregnili ob njo, ali mediji, ali ne vem, drugače misleči, ali drugače verujoči, ne vem kaj, ne. Ampak to je del naše kulture, del naše zgodovine, del naše pripadnosti, a ne. In če zanikamo to, zanikamo velik del sebe. Ja, zelo so alergični na cerkev v Sloveniji. Ja, naj se grejo zdraviti, alergije treba zdraviti, a ne. Ja, imaš Ja. prav. Ja. Gašper, kako nas želim lahko praznujete Božič? Ja, zdaj v našem, se pravi, dijaškem domu, gimnaziji, eno je dijaške in drugo je gimnazija sama,
Vemo, da je ta čas zelo poln testov, pripravlja konferenca januarja, tako da dijaki so zdaj zelo s tem zaposleni. Je pa ena lepa stvar, recimo, ko potem razredno pripravljajo jaslice. Pomeni, da vsak razred izdela čisto neko svojo zgodbo, doda nek svoj pridih, v te jaslice notri nastanejo zelo fantastične, potem vsak razred te svoje jaslice, ki se potem ocenjujejo in tako. In tukaj je velike priprave in razmisleka, kako to narediti, in nastanejo res kakšne tudi take zelo inovativne stvari, kako tak Božič prenesti v današnjo besedišče, bi rekli. Mogoče tam ne naredijo več talce, pa tako, ampak je pa Jezus rojen nekje drugje, v nekem, nekje v centru Ljubljane, kako se bo tam rodil za vas, tako. V dijaškem domu, recimo zdaj so tudi v Ljubljani, pa vem, da po mnogih župnijah zelo popularne zornice. To so zgodne jutranje maše ob 6. zjutraj, pri nas jih imamo 2-krat na teden in kapela je polna dijakov, ki prostovoljno pridejo ob 6. zjutraj, si lahko misliš, kaj to pomeni, utrujeni, ampak pridejo z veseljem. In tudi to je taka priprava recimo na Božič, poleg tega, da jim seveda ponudimo priložnost za zakramente, za svetospoved, da imamo kakšne take spodbude po vzgojnih skupinah, božične, adventne, tako da tega kar precej v resnici, začenši z miklavževanjem, ki je tudi en tak lep dogodek, ko nas obišče ta mož dobrote, letos je bil to profesor za slovenščino, in so bili vsi dijaki navdušeni in jih je potem spodbujal k zbornemu knjižnemu jeziku in tako, tako da je bilo hkrati smešno, pa hkrati tudi resno, tako, ker so ravno govorili prej o narodni zavesti in slovenstvu in temu, tako. Ja. Kaj pa ti, a ostaneš, 23. grejo dijaki domov, ne? Ti ostaneš v Želimljah ali Tako. greš domov, kako praznuješ? Mi ostanemo, torej nas je v skupnosti 8 salezijancev, 7 duhovnikov, en brat, in mi praznujemo večinoma skupaj, kar pomeni, da gremo potem v župnijsko cerkev, smo tam navzoči, potem imamo pa tudi, se stvari malo umirijo, smo lahko tudi mi kot družina, kot skupnost skupaj. Kar pomeni, da imamo tudi mi skupaj božično večerjo, imamo mi tudi skupaj potem novoletno praznovanje, potem pa seveda obisk sorodnikov domačih, takrat je čas vmes, da človek tudi malo več časa in potem ga nameniš tistim, ki ti veliko pomenijo. Tako da v bistvu se vsi veselimo praznikov, tako dijaki kot profesorji, vzgojitelji, salezijanci, da se stvari tudi potem malo umirijo, tako kot so prej že govorila, da ta Božič, se tudi obrne malo navznoter, da se tega v zunanje malo mine in potem lahko pač v miru tudi preživiš te praznike. Recimo, ja. Ti si na dnevni ravni, z mladino. A bi rekel, da se zelo v zadnjem času trendi malo obračajo v mogoče bolj konzervativne smeri? Sicer vem, da si ti, si vseeno pač med katoliško mladino, je verjetno skozi bilo to prisotno, ampak vendarle se pač zdaj je resen tak porast tega konzervatizma, A opažaš to? Zelo, kar me zelo veseli. To se je zelo videlo zdaj v preteklem referendumu tudi, ko se je v bistvu aktivirala tudi ta laična javnost, bom rekel, mladinska scena, ogromno enih, so to podcasterji, youtuberji, rekel, taka intelektualna mladina, ki se je oglasila in seveda, ko spregovori nek mlad človek, dobi več kreditov pri mladih ljudeh, in nagovarja to populacijo. In se mi zdi, da tukaj vse te agitacije v družbi politične, ki so, bom rekel, proti desno usmerjene, z druge strani potem dobijo dober odziv. Včasih ga niso, ljudje so kar malo, vem, da v mojih časih je bilo govoriti o politiki brez veze, politiko mladi, zakaj bi šli, noben praktično ni o tem nič spodbujal, nič govoril. Danes, se reče, mladi, če želite kaj spremeniti, pojdite v politiko, dajte se včlaniti v stranko, kateri zaupate, ki zagovarja vaše vrednote in tam znotraj poskusite nekaj narediti. In tega se mi zdi, da je pri nas zdaj v zadnjem času v porastu, neki novi obrazi se pojavljajo, nekih influencerjev, ki zagovarjajo neke tradicionalne konzervativne vrednote, in to je jaz vidim kot zelo, zelo pozitivno, da ni tukaj aktivirana samo ta levi pol,
ampak da se čedalje bolj čuti, tudi premik na desni strani. In jaz upam in verjamem, da bo tudi na prihodnjih parlamentarnih volitvah ljudstvo to zelo jasno povedalo. In ker si želijo sprememb in vemo tukaj, da en nov obraz, koliko jih je že bilo, na tej levi tranzicijski plati, je šlo v pozabo, naredili so veliko slabega, zelo malo dobrega, in se pojavljajo spet neki novi obrazi in ljudje, kot neke ovce, kot tam v jaslicah, kot neke ovce grejo za temi novimi obrazi in mislijo, da bo pa zdaj končno prišla sprememba, ampak spremembe ni. Tako da jaz zelo podpiram, da se mladi, da se včlanijo v politiko, da se oblikujejo, ker tako lahko aktivno se oblikuješ. Tudi naš državni ustroj, pogled, smer, v katero država gre, ne samo kot volilec, ki volim in izvolim nekaj, ampak tudi aktivno, da ustvarjam politiko, da iščem poti, da nagovarjam druge, da jim povem, zakaj je to pomembno in zakaj ni. Neke vrednote, ki jih zagovarjamo. Tako da ja, mladi naprej, politično. Ja, mi se bomo trudili, ne. Zdaj v Slovenski demokratski mladini smo imeli en mesec nazaj kongres, ki je nosil naslov Bog, družina, domovina. Odličen trojček. To se mi zdi kot sveta trojica, so 3 stvari, 3 je število popolnosti, in tukaj gre z roko v roki. Eno z drugim, domovina, Bog, družina. To so bile nekdaj temeljne vrednote, ki jih je Slovenija zelo iskreno živela. Danes je pa treba na tak način s takimi slogani reči, da to je pomembno. To so naše vrednote, to zagovarjamo, v to smer gremo, od tega ne odstopamo. In lahko se spremeni politika, lahko se spremenijo časi, lahko ne vem kaj, ampak te vrednote bomo mi vedno zagovarjali, zato ker so univerzalne. Ker jih ne more odplakati ena, ne vem, nova ideologija, ki pride. To so vedno trdne vrednote, ki morajo, in super, pač to je tak slogan. Jaz mislim, da se mnogi mladi, prav zaradi jasnosti besed, tudi tega slogana ali pa nazora, mnogi prepoznajo v tem. Rečejo, ja, to želimo, ker vidijo, kam pelje nasprotni pol. Ja, pa dajmo še tam malo evtanazirati, pa dajmo še malo se tistih znebiti, pa oni starejši itak, zakaj bi poskrbeli za njih. Pač to ni spoštovanje življenja. In mislim, da mladi danes, vsaj tako čutim, so zelo pripadni tem tradicionalnim vrednotam, ker je nasprotni pol že toliko slabega naredil, s to svojo zanikanjem, ja. Jaz mislim, da predvsem gonijo proti krščanstvu, kar se je recimo zdaj na zadnjem referendumu dobro pokazalo. Celo sama predsednica se je oglasila in rekla, kaj se gre. Naslednji dan pa je sedela na koncertu dobrodelnem od Karitasa med škofi. Prej pa govorijo o ločenosti cerkve od države. Zakaj se tam pojavljaš potem? Tako da je ta dvoličnost, tudi pri naših politikih na levem polu zelo velika. Ja, ravno danes glasujejo za, če bojo pač razveljavili referendum. Meni se to zdi totalna neumnost, mislim. Zdaj v bistvu hoče okriviti cerkev, da se ni prijavila, da je del kampanje, ampak mislim. Če spregovori nadškof, če spregovorim jaz kot duhovnik, to ni uradno stališče cerkve. To ni cerkev s pečatom potrdila, da je moja trditev pravilna in da to zagovarja uradna cerkev. Uradno stališče cerkve je, ko se skliče tiskovna konferenca in mi rečemo, to je naše stališče. Zdaj, če pa škof reče njegovo osebno prepričanje kot škof ali pa jaz kot duhovnika, ne vem, če je tukaj v ozadju kot en delavec, ne vem, nekega podjetja povedal svoje mnenje in potem podjetje tožilo v ozadju, pač podjetje nima nič s tem. Ja, jaz sem duhovnik, sem katoličan, ampak če jaz nekaj rečem, ker sem jaz v to prepričan. Cerkev pa lahko drugače reče, prav reče, ne, on je pa to rekel kot on, ne kot mi kot cerkev. Tako da je tukaj, to je spet ena, ja, agitacija dodatna, tega, kar je že bilo. Ne verjamem, da bo tukaj kaj uspeha, če pa bo slučajno, tudi v politiki je marsikaj možno, šlo v to smer, se bomo pa še bolj aktivirali, se mi zdi vsi še dodatno in procent pripelja še višje. Ja, ker zdi se,
kukor, da vse nevladne organizacije imajo lahko mnenje glede vsega, a ne 8. marec lahko hod v Bruselj, pa se bori za splav, ki ga itak v Sloveniji imamo že od leta 91 naprej čist legalno dovoljenega, a ne. Ko pa Cerkev, ki je največja nevladna organizacija v Sloveniji, pove mnenje glede teme, ki je združljiva, zelo tesno združljiva z našim naukom, smo pa v šoku, joj, kaj pa zdaj, ko si pa to upate? Ja. Ja. Mislim, naj se ljudje malo vprašajo, kdo je začel z bolnišnicami, kdo je začel s socialno-varstvenimi ustanovami, kdo je poskrbel za prizadete, za odrinjene, a ne. Rdečega križa ni bilo tam, a ne. Karitas je pa bil, a ne. Koliko ustanov je tukaj nastalo v bistvu pod cerkvenim okriljem, ki so bile ustanovljene potem kasneje in jih je država prevzela šolstvo, a ne. Torej, a ne, Cerkev je začela z vsemi temi stvarmi, ker je videla v tem pomen. Država si je potem to prilastila in si zdaj lasti in reče, vi Cerkev, kaj se tukaj oglašate? Cerkev bi lahko rekla, ja, zato, ker smo mi v bistvu vse te stvari v začetku ustanovili. A ne? Prve univerze v Evropi in tako naprej. Kdo so jih ustanovili? Jezuiti. A ne? Kar pomeni, da zakaj Cerkev to govori? Ne samo zato, ker ima neke jasne stališča in jasne vrednote in jih 2000 let ne spreminja, ampak tudi zato, ker je ona v bistvu začela, a ne, vse to gibanje tudi v Evropi razvoja, pa ne vem, zdravstva, pa sociale, pa ogromno teh stvari, a ne, tukaj v ozadju Cerkev so ljudje, a ne, ki so verjeli v to. Vse države so potem to prevzele po svoje, in danes imamo državno šolstvo, a ne, zasebnega skoraj ni. V začetku državnega šolstva ni bilo. Tako da, a ne, če bi malo pobrskali po zgodovinskem spominu in šli gledati, odkje vse to izvira, v resnici mogo reči Cerkvi hvala, a ne, da si poskrbela za to, da se je šolstvo razvilo, da se je začelo, da je zdravstvo, da je oskrba, da ne vem, imamo tudi te ustanove za, recimo včasih za sirote, a ne, tudi salezijanci smo imeli kar nekaj takih ustanov v Sloveniji pred vojno, ki so skrbeli za take otroke. Ni bilo države, a ne, ni bilo potrebno, a ne, država se ni ukvarjala s tem, Cerkev se pa je. Tako da, a ne, v resnici na ljubo, ne vem, kdo ima tukaj več kredibilnosti govoriti stvari, ali Cerkev ali država. A ne, pa Cerkev mislim v tem pomenu univerzalnosti, a ne samo zdaj našega kulturnega konteksta, ampak tako Cerkev kot ljudje, kot občestvo, kot tisti, ki že, a ne, 2000 let sledimo resnici, in nas je na svetu 2 milijardi, a ne. Pa to nismo ovce, a ne, ampak smo ljudje, ki imamo, a ne, neko pozicijo, ki imamo neka mesta, ki smo intelektualci, ki imamo neko svoje mnenje. Tako da jaz mislim, da tukaj pečata, ne, tudi ki ga Cerkev pušča ali pa s svojimi vrednotami, tudi v prihodnosti bo gotovo trn v peti, a ne, vemo komu, a ne, da ne bomo preveč konkretni. Ja. Ampak glej, mladi se aktiviramo. Jaz mislim, da tudi tvoj prihod danes v ta studio, na ta podcast bo ena velika spodbuda za marsikoga, tiste, ki so še v Želimlah, tisti, ki smo že šli ven, pa bojo videli, Gašper je na podcastu, pa ga bojo pogledali, pa bojo poslušali, pa bojo vedeli, da imate se možnost včlaniti. A ne, pridite na naše stojence, včlanite se, bodite aktivni. Tako da, Gašper, res bi na tej točki zaključila ta podcast. Hvala ti, ker si prišel. Hvala za povabilo, nisem vedel, kaj pričakovati, ampak hvala za lep pogovor. Ja. Jaz ti želim ene lepe božične blagoslovljene praznike, srečno v novem letu. In tudi vam vsem gledalcem, hvala, ker ste si pogledali naš podcast. Ekipa podcasta in Slovenska demokratska mladina vam želimo lepe blagoslovljene praznike, pa da srečno vstopite v leto 2026.